Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so Vesti na vesti. Stranke pred volitvami volivkam in volivcem ponujajo marsikaj. SDS je na Prešernovem trgu v Ljubljani delila obeske za ključe, s katerimi lahko odklenete nakupovalne vozičke in majice. Kaj odkleneš majice ali dobiš majice? V vsakem primeru, ljudstvo je bilo navdušeno. Jaz, ki sem pa zavedna za Janša, pa nič nisem dobila. Moj mož je zropotal, če je samo sem s kohavnico malo bolj glasna bila, ko je Janša govoril. Je tako ga je imel rad, je pa revež pokojni. Čakajte, vrsto, ne morete takole grabiti, čas. Ej, svojca podarali. Dajte vrsto, vrsto fejte. Dio zlata, eno. Jan, Miki, kaj mislite? A gleda Janša te naše vesti? A? Ja, valjda, 3 mesece nazaj so nas klicali iz pisarne SDS-a, da kdaj bojo vesti, ko smo zamujali. Tako da zihar jih spremljajo, ne? Upam, da tudi on pogleda. No, Janša, če nas gledaš, ne? Lahko bi napisal kdaj kakšen komentar, ne, od spodaj. Ali pa ne še boljš. Odgovori mi na tole vprašanje, ne? Ker si sploh ne znam predstavljati, kako izgleda ta tvoj delovni dan, ne? Recimo ti prideš v službo, ne? To je služba. In kaj narediš prvo stvar, ne? Ko se usedeš za svojo pisalno mizo, ne? Pravzaprav, odgovori mi, evo ga, kaj si danes naredil za državljane in državljanke. Ker simpatizerke, ne, SDS-a, Janši kupujejo tudi darila, pa me zanima, ne, če se jih zasluži in s čim. No in poglejmo, kako so mu zaželele vse najboljše. Veste, da ima Janez danes 50 let? Kdaj? Danes ima 50 let. Ja, čez. Danes ima 50 let. Abraham! Pa nobenega časa za proslavo. Torej, kaj bi mu zaželele? Ja, da zmaga, ne? Točno to, ja. 99%. To se mi zdi, da izkušnja. Ne nič čudnega. Ja, če bi se vi s politiko ukvarjala, bi tudi vi skušala. Predsedniki podmladkov SD-ja, LDS-a in Zares so hoteli predsedniku vlade in prvaku SDS-a za njegov rojstni dan predati helijeve balone v obliki letečih slonov. Darilo je namesto Janše prevzel Anton Rovs, višji uradnik v kabinetu predsednika vlade. Želim, da bi se videvali še večkrat, seveda 50-letnica je samo ena. In jaz verjamem, da je bil vaš prihod sem posvečen cilju in namenu tudi osrečiti predsednika vlade. Nekdanji predsednik Milan Kučan je obiskal predvolilno stojnico stranke Zares v parku Zvezda in povedal, da kljub temu, da bo volil SD, podpira vse 3 stranke na levici za njihovo zmago na volitvah. Odgovoril pa je tudi na Denisovo vprašanje, kakšna naj bi bila kazen za tistega, ki bo po volitvah izstopil iz leve koalicije. V tem novem kazenskem zakoniku, ki ga je predlagal minister Šturm, še nisem opazil, da bi to bilo inkriminirano kot kaznivo dejanje in da tudi ne vem, kakšna je kazen. Zaenkrat je predvolilna koalicija trdna. Socialnim demokratom sta se na shodu na ljubljanskem Prešernovem trgu pridružila predsednica LDS Katarina Kresal in predsednik Zares Gregor Golobič. Fraza je, pridite na volitve, zmagamo skupaj. Zdaj bomo poslušali v triu, to ponovi. Vsi skupaj. 1, 2, 3. Pridite na volitve, zmagamo skupaj. Shod za spremembe, a? Ma naj se enkrat v tej državi za spremembo kaj reši, no. Kaj je z kupom enih afer, o katerih se sploh nič več ne govori, ne piše? Kam so šli tisti sodki za AMZS-jev helikopterček ali pa podobnikov trud za sanacijo hudournika v Logu pod Mangartom ali pa operacijske mize? Zakaj o tem nihče nič več ne govori v tem predvolilnem boju, ne? Kako smo mi fajn, ker smo rešili eno stvar, ne?
Grem stav, da se bojo tudi Patrie, ne glede na to, kako velike so, pometle lepo pod še najmanjšo preprogo. Ne. Sicer pa je bilo znova pestro tudi v Kopru. Župan Boris Popovič, ki je na predčasnih volitvah glasoval za SDS, je komentiral kandidaturo Patrika Peroše iz Desusa. Je to stanovanje diler. Bil je diler, zdaj mogoče že več ni, jaz upam, da več ni, da se s tem več ne ukvarja, dosje na policije je takšen, ima za sabo kriminalne dejanje še in še, ni je tajni policijski sodelavec, bil tudi celo zaposlili so ga, preko policije se je zaposlil, tajne policije seveda na naši občini in pač probal nekako nas inkriminirati z rumeno nočjo in ravno tako se ukvarjal z otroško pedofilijo, snemali so kasete pri njemu in tako naprej, tako da mislim, da ta človek je ravno primeren za Desuse. Za odgovor na te hude obtožbe smo prosili Perošo, ki je vse očitke zanikal in se Popoviču celo zahvalil. Lahko bi bil celo ponosen, če se temu tako reče, da me v tem predvolilnem obdobju oceni kot tistega, ki se ga je potrebno bati kot resnega oziroma močnejšega protikandidata. Ne. Komisija za nadzor tajnih služb. Komisija za nadzor tajnih služb bi morala biti še bolj tajna kot tajna služba. Ne, komisije v državnem zboru morajo biti vse jasno. Transparentno. Transparentne, no. Ampak morajo biti zaprtega tipa. Ne? No, tukaj se je odprla. Komisija za nadzor tajnih služb je obiskala Ministrstvo za obrambo. V ravno pravem času. No, predsednik komisije Pavle Gantar pravi, da so želeli preveriti, ali je bila zaposlitev in napredovanje kandidatke Desusa na letošnjih volitvah Teje Konrad res zakonita. Ugotovili smo, da se je to res zgodilo in seveda z tega vidika sodimo, da je v tem primeru prišlo do izigravanja teh predpisov. Matjaž Frangeš je predstavil drugi del knjige Kaj nam pa morete s podnaslovom Orožarski tajkuni. 80% knjige, ki obsega 711 strani, predstavlja dokumente o trgovini z orožjem na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Na koncu knjige je priložena tabela s popisom ladij, ki so prispele v Luko Koper. Boste pogledali, mislim, da jih je 49. Pred volitvami je v državnem zboru nastopil France Bučar. Oče slovenske ustave in prvi predsednik slovenskega parlamenta je spregovoril o krizi demokracije. Mi smo zdaj bili postavljeni pred zelo paradoksno vlogo, da gradimo ali pa zgradimo demokratično družbo z instrumentarijem totalitarne družbe. To je temeljni paradoks naše družbe. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ljubljansko-šentjakobsko gledališče je predstavilo repertoar v prihajajoči sezoni. Obenem pa so izrazili upanje, da ta ne bo zadnja v tem gledališču. Mesto jim namreč predlaga selitev na drugo lokacijo izven mestnega jedra. Umetniški vodja Gregor Čušin je predlagal, naj se izseljevanje ne zaustavi samo pri njih. Pa se to je v redu. Vsa gledališča, vse knjižnice, vse vrtce v BTC. Tako se bo cena mojega stanovanja fajn zvišala, ja. Kaj bi samo Šentjakob moral zapustiti svojo hišo, ni nekam na boljše, kot pravijo. Predlagam se tudi ljubljanska drama umakne v BTC, da bi ljudje lahko združili nakupe z obiskom umetniške predstave, da recimo Mladinski teater, ki je usmerjen ven v tujino in gostovanja, da ga damo nek hangar na letališču Jožeta Pučnika. Marcel Štefančič junior je spisal biografijo 3 umetnikov, ki so se preimenovali v Janeze Janše. Knjiga konkretnega formata pripoveduje anekdote iz življenja 3 umetnikov. Ko so ljudje zvedeli, kjero knjigo naročujejo, kar neki stornaci, da ni bila prava vsebina, neki tazga, jih je ime zmedlo, a še vedno padejo na to foro. Mislim, da nobeni knjigi za isto ceno ne dobijo 3-4 Janezov Janša. Še vreme. Ob zadnjem znaku bo z neba padel še en Janez Janša. Iz ljubljanskega studia 136, tudi to so bile vesti na vesti.